Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odločil, da dam kolesarjenju na Majorki še eno priložnost. Poleg proge, ki sem si jo izbral, pa računam tudi na manj prometa, zato ker je nedelja. Spet imamo en lep dan, 16. oktober, ob 9. dopoldan je bilo 20 stopinj Celzija. Vreme je rahlo oblačno, ampak večinoma pa vidim, da bo kar sonce. V prejšnjem videu sem povzel, kar boste na večini spletnih virov lahko ugotovili tudi sami. In sicer to, da je Majorka idealna kolesarska destinacija. Lepa, slikovita, na trenutke eksotična pokrajina, dobro urejene ceste, uvidevni vozniki in raznolikost prog od klancev do ravnin za vseh vrst kolesarskih rekreacij. Mene osebno je zmotila edino gneča oziroma količina prometa, ki je nisem pričakoval. Drugače moram reči, da je bilo vse super in bom tukaj stopil tudi en korak nazaj in bom rekel, mogoče pa oktober ni še tisti pravi mesec za kolesarski turizem. Mogoče se vsi te ideali na Majorki poklopijo med februarjem in aprilom, kaj pa vem. Ben, in jaz sem potem naredil tako, da sem poiskal na internetu top 20 najboljših kolesarskih prog na Majorki in sem si na Stravi narisal eno svojo, ki se v večji meri izogne vsem tem 20 krogom. Zaradi nedelje računam na manj prometa, ostalo se pa pustimo presenetiti, bo kakor bo. Link od Strave bom dal od spodaj v opis videa, tako da boste lahko vsi videli mojo stvaritev. Dobil sem tudi precej namigov in idej, kam naj se še odpravim, kateri klanci so najbolj ikonični. Ampak glej, se opravičujem, kolo sem najel samo za 3 dni in v teh 3 dneh bom pač naredil, kar upam narediti. Več kot toliko se pa tudi ne da. Hola. Zaenkrat sem z izbiro proge zadovoljen, cesta je lepa, široka, naredil sem pa tudi že nekaj višincev. V prejšnjem videu sem opisal, kako je preprost postopek najema kolesa in tukaj je res ogromna izbira. Karbonska kolesa, z D2 opremo, disk zavore. Ni da ni, karkoli si poželite, to dobite. Že v postopku spletne rezervacije določite višino sedeža in kakšna pedala želite. Zraven kolesa pa dobite čelado, rezervno zračnico in pumpo. Še jaz, ki sem se omejil, samo na meni najbližjo poslovalnico sem dobil kar v redu specialko. Je pa tako, v glavnem so specialke. Več kilometrov se lahko prevozite po teh cestah, prej ko boste zagledali kakšno drugo vrsto kolesa. Zato bi tukaj svetoval en premislek tistim, ki svoje kolo vozite s sabo na dopust, da malo preverite splet in preračunate, kaj se vam bolj splača. Vsak posameznik ima neke svoje ideje in želje. Pri meni cena najema gotovo odtehta vse tiste sitnosti, da bi peljal svojo specialko s sabo za par dni na dopust. Jaz sem na Majorko priletel z Ryanairom iz Treviza. Cena je prišla 100 evrov na osebo za povratno karto, s tem, da je to dražja varianta, ker sem doplačal še priority in izbiro sedeža. Ja, danes sem jaz kar dobro zbral tole progo, tukaj med temi polji, vrtovi, nasadi. Prav taka čudovita, prazna, nikjer nobenega. Par kolesarjev sem srečal in enega tekača. In mogoče bi bil to en uporaben nasvet za kolesarjenje po Majorki. Pejte izven ustaljenih poti, izven top 20 krogov. Najte si take poti ruralne, skozi te vasice,
nikjer žive duše, ker tukaj se turisti ne gužvajo, tukaj ni rentakarjev, tukaj ni štirkolesnikov in ni avtobusov. Ker pa nisem točno vedel, kakšne so tukaj te kolesarske variante, sem prišel na kolesarjenje samo na pol pripravljen. S sabo sem imel en dres in kolesarske rokavice in pa te navadne telovadne copate. Če bom še kdaj prišel na Majorko, bom s sabo sigurno prinesel tudi kolesarske čevlje, očala in 2 bidona. A ja, seveda, in prinesel bi tudi števec Garmin z vsemi senzorji in pa lučke vključno z Varia radarjem. Bidone mi je kupila žena tukaj v kolesarski trgovini, jaz sem si pa kupil še ta očala. To itak ni vržen proč denar, se bom to opremo uporabljal še več let. Tukaj v notranjosti tudi vidim, da so ceste ožje in da nimajo nobenih bankin, kamor bi se kolesar lahko umaknil. Ampak, če ni nobenega prometa, je to popolnoma vseeno. Ja, tako ko se vozim po teh ruralnih terenih, odkrivam zmeri bolj ozke poti. Ampak so pa super, ker so povsem prazne. Tukaj se zdaj tudi vozim precej blizu mesta Manacor, kjer je doma teniški as Rafael Nadal. Ja, glej, če bi kdo vprašal mene, bi jaz rekel, da je to tisti pravi način, kako stisniti z te Majorke ven čim več. Izven uhojenih poti, mimo tistih top 20. Enostavno najti neke cestice med vasmi, med polji in vam povem, da je to danes bila super izkušnja. Jaz sem zdaj v zaključku svojega kroga, ne bom vam ponavljal tisto, kar sem posnel že v prejšnjem videu. Ena lepa 100 bo ratala, dobre 4 ure vožnje. V glavnem, super sem se imel, hkrati tudi vam želim čim več lepih in varnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!